in ga dali Jezusu. Tako bom dobil nove čevlje, rokavice, kapo. Ne bom imel samo sosedov jaknic. Pa da ne bom mami pozabil prinesti zdravil. Tako je Boga, bolijo je noge, pa nama ne more nič skuhati. Ste videli? Uslišali? Kaj je rekel? Pismo je obesil. Pa za koga? Rekel je za Jezusa. Kaj je pisal? Da je mama bolna. Joj, da ne znaš pisati. Poglejmo, kako je pisal. Pa se še ne znaš čitati. Joj, da ne znaš čitati. Joj, nekdo gre. Hitro se skrimo. Oh, ti otroci. Tu je že zopet pismo. Vem za koga. Ja. Veliko sprosiš ti, Andrej. Poznam ga, res so bogi. Tam greste, gospe. Hitro, da jo napustim to mimo, da vidi za pismo. Ste videli? Ni vzel pisma. Nekakav ne se bo. Ne, zdaj si slišal. Pomagati jim moramo. Bomo videli, kdo pride. Jaz bi bila tudi rada, Andrej. Zakaj bi imela čevlje, če jih pa nič ne potrebuješ? Ne, rada bi postala Jezus. Bežimo, nekdo gre. No, zdi se mi, da sva zašli. Res, tako tuj mi je ta kraj. Pa že toliko, krat sem hodila tot mimo, še nikoli nisem zašla. Zdi se mi, da bi tam ne morali zaviti na levo, pa sta zavili desno. Pa sem ti rekla, da bi morali. Ma veš kaj, nazaj morava, čude ne bova prav nikamor prišli. Čakaj, pogledaj tukaj, ko visi pismo. Ja, nekdo ga je obesil sem gor. Verjetno kak nedolžen otrok. Pa za koga? Jaz se ve, da za Jezusa piše tu. Poglej. Tema otrokoma pa morava pomagati. Bolna mater imata in jima ne bo mogla nič dati. Kje pa stanujeta? Je naslov? Ja, lej tu. Strma pot 12. Te pa poznam. Zelo dobra družina. Lani jim je umrl oče. Hvala Bogu, v blagajni imamo še nekaj denarja za uboge. Morava jim pomagati. Misliš, da so zato zgrešili pot, da bi našli to pismo? Kar nekaj me je vleklo na levo. Da, Bog svojih ne zapusti. Ste videli? Kako sem vesela, da jim bo pomagala. Angel je pripeljal vse. Kdo bodo veseli? Ja, vse boste dobila, kar ste si želela. Rada bi bila pri njih doma, da bi videla njihovo veselje. Dobro, pod okno se bomo skrili. Pod okno in bomo vse slišali. Pod okno, ja, pod okno. Dobar dan. Ali tu stanujete Andrej in Jelka? Da, tu sta. A zdaj sta šla v gost, da naberete dračje, da nam bo danes toplo, ker je sveti večer. Ravno prav, da je ni doma. Ko smo hodili po gozdu, smo na veji našli njeno pismo, Jezusu. Odločili so se, da kar vidijo njegovem imenu obdarijo
Glejte, Same potrebne reči smo ima prinesli. tukaj so čevlji, kruh, rokavice, plašč, Kapa, nogavice, še za Andreja, da ne bo videla. Je to mogoče? Je to res mogoče? Moja otroka uslišana, postaj sta s takim zaupanjem molila in prosila, kako bosta vesela? Še nekaj, tukaj imamo zdravila za vas in zdravnika bova tudi poklicali, da vas pride pogledati in vam pomaga. Potem bodo vaše noge spet zdrave in boste lahko delali za svoje otroka. Pa še nekaj smo prinesli za vas na steklenico vina in pa malo sladkari za otroka. Joj, pa vidim, da drv imate tudi bolj malo. Bova takoj po novem letu poskrbeli, da bo nekdo prišel do vas in vam pripeljal. Tudi mi, da bova še prišli na obisk, da vaša otroka ne bosta več lačna. Sedaj pa se veselite in bodite veseli, pozdravite svoje otroka, ker imate tako rada svojo mater. Z Bogom! Hvala vam, 1000-krat vam hvala. Ljubi Bog, je to mogoče? Sanjam ali je resnica? Ne, vse je res. Kako bosta vesela? Sva še tu, mama? Mama, je bil ta čas? Je Jezus tu? Da, otroka moja, bil je, Jezus je bil. Čevlje, nove čevlje. Kapa, rokavice, nogavice, kruh. Kako velik hleb kruha. Plašč, mama, no plašč. Nogavice, kapa, rokavice. Kako je vse lepo. Kako sem vesel, pa... Zdravila? Mama, ni zdravila. Poglej, tukaj so, steklenica vina. Kako lepo, zdaj boš pozdravila. Kako lepo. Kako se bosta pa zahvalila? Hvala ti, ljubi Jezus. 1000-krat hvala. Kako te imava rada.